V prostorih hranilnice Prekmurskih dobrot je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so organizatorji predstavili decembrsko dogajanje v mestu. V tem času na vse nas čaka več kot 30 dogodkov, ki jih pripravljata Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Mestna občina Murska Sobota. Prisluhnimo, kaj vse je v sklopu programa Praznični december v Soboti 2023 pripravljeno. V praznični december v Soboti bomo stopili s prižigom prazničnih luči v torek, 5. decembra ob 17. uri. Murska Sobota bo v letošnjem prazničnem decembru okrašena z okrog 5500 metri svetlobnih vrvi, skoraj 65 000 lučkami, Mestni park in Trg zmage pa z več kot 100 lampijoni, ki so jih izdelali mladi v okviru delavnic v Miku, ter dijaki in učenci osnovnih ter srednjih šol. Na Slovenski ulici bodo še svetlobne iskrice in unikatni svetlobni elementi različnih oblik, predvsem lebdeči svetlobni baloni. Praznična razsvetljava je v celoti sestavljena iz LED lučk, kar pomeni, da je poraba elektrike sorazmerno nizka. Hkrati s prižigom prazničnih luči bomo na prireditvi v drevoredu Martina Lutra, torej 5. decembra, tudi uradno odprli drsališče. Kot je že Vida napovedala, bo letošnje drsališče drugačno, drznejše, večje, tudi kar se tiče same oblike. Tisti osrednji del bo na ploščadi Martina Lutra, kjer bosta dve progi v dolžini 60 metrov, ena v širini 5 metrov, druga v širini 3 metrov. Vse skupaj bo pa povezano tudi z polkrogom, ki bo segal vse do spomenika Zmage, tako da sama že oblika in sama velikost bo precej drugačna, kot smo bili vajeni v prejšnjih letih. Bo pa tudi novost, da se bo tista široka 5-metrska proga občasno zapirala zaradi avtomobilčkov, ki bojo letos novost. Po vzoru tistih lunaparkov bojo taki okrogli dejansko avtomobilčki, ki se bojo lahko tudi najemali, in jaz verjamem, da bo to za vse obiskovalce drsališča zelo, zelo zanimivo. S tem tudi nekako bogatimo ponudbo in moramo biti drzni, če hočemo nekaj več, boljše, moramo temu tudi primerno slediti. Novost bo tudi Božičkova pisarna, ki bo ob drsališču z pravim božičkovim nabiralnikom, kjer bodo otroci lahko napisali Božičku tudi pismo. Pismo bo potem romalo na finsko in seveda tudi bojo dobili povratno informacijo oziroma pismo od Božička. Tako da to so te novosti. Pripravljamo tudi sam bogat spremljevalni program, ki ga bo v nadaljevanju tudi predstavila gospa Brigita Perhavec. Je pa res, da je takšno drsališče, ki je večje, boljše, atraktivnejše, seveda tudi nekoliko dražje, in bomo uvedli v tem letu tudi simbolično vstopnino. Nekako predlog odbora, ko smo obravnavali rebalans proračuna, je bil, da bi bila vstopnina 2 evra celodnevna, tako da je potem možno tudi več vstopov. Recimo otroci se lahko, oziroma vsi ostali tudi, se lahko drsajo dopoldan, grejo domov, pridejo nazaj, mogoče še popoldan, izkoristijo kakšno uro. Res smo sledili temu, da bo ta vstopnina simbolična, saj po primerjavah z ostalimi mesti že v lanskem letu so povsod drugje bile veliko višje te vstopnine. Mi si želimo, da bi bilo drsališče čim bolj obiskano, in tudi nekako zato smo sledili tej res simbolični vstopnini, da tudi na prihodkovni strani smo se potrudili. O tem bo tudi v nadaljevanju nekaj več besede, ampak lahko omenim, da smo povabili tudi sponzorje, se pravi lokalna podjetja in tudi širše, in nam nekako pristopajo na pomoč z nekimi sponzorskimi sredstvi, tako da vse skupaj bo drsališče, kljub temu, da bo večje, atraktivnejše, zanimivejše, z večjo ponudbo, nekako v finančnih okvirih, kot je bilo prejšnja leta, ravno s tem, da tudi na prihodkovni strani smo se potrudili in zagotovili nekaj sredstev.
V decembru pa bo pestro tudi ob drsališču in drugod po mestu. Začne se ponavadi veseli december, praznični december z Miklavžem, s prvim dobrotnikom, ki pride, in v ta namen imamo že tradicionalen sejem v Murski Soboti, to vsi vi dobro poznate, to je Miklošovo senje. Za bogato ponudbo bodo spet poskrbeli številni kramarji, rokodelci, potem domači gostinci in pa seveda glasbeniki. Za najmlajše pa bo seveda najbolj atraktiven ta prihod Miklavža s spremstvom. Program ob drsališču, no tu se bodo zvrstili animacijski pa glasbeni program, kot že rečeno. Postavljene bodo hiške z gostinsko ponudbo v četrtek in petek 21. in 22. decembra, pa bo potekal tudi na tem mestu božični sejem od 15. do 20. ure. Predstavili se bodo rokodelci in pa drugi ponudniki. Zdaj najprej bi mogoče povedala to, da je še možno se prijaviti za najem hišk ali stojnic. To je objavljeno na naši spletni strani zkts-ms.si pod zavihkom turizem. Naj predstavim še malo program na odru ob drsališču. Ta se bo začel v petek 15. decembra in bo trajal tja do sobote 30. septembra. V petkih in sobotah bodo koncerti. Nekako smo se usmerili na domače izvajalce, pomurske izvajalce, pretežno seveda. Tako bodo nastopili Cat and Dedos, pa Friški, Prašnati, učenci glasbene šole, Music Club iz Murske Sobote, pa The Cocktails, Take Nine Orchestra, Sara Lamprečnik, Žan Videc in še kdo. Tako da ob petkih in sobotah zvečer bo zabavno, pestro. Na dan božičnega sejma 21. To je pa en četrtek. Takrat bomo pa po prihodu dedka Mraza imeli še koncert skupine Help, The Beatles Tribute. Za otroke bomo poleg tega poskrbeli tudi v gledališču Park. Namreč pripravili smo gledališko-lutkovno-filmski program vsako soboto dopoldne ob 10. uri. V gledališču Park pa seveda še posebej v mesecu decembru zabavni, kulturni in zabavni program in naj nekaj tega omenim. Komedija Laponska v izvedbi gledališča Park, pa novoletni koncert glasbene šole Murska Sobota, pa tradicionalni božično-novoletni koncert v naši dvorani Orkestra Slovenske vojske, glasbena komedija Nune v akciji, pa komedija Fejmiči, sama sta najboljša. To sem samo nekaj teh najbolj zabavnih in tradicionalnih naštela. Potem med božičnim sejmom bodo otroci lahko na Trgu zmage prisluhnili pravljicam, tudi to je že običajno, da pripravlja te pravljice pokrajinska in študijska knjižnica. Dedek Mraz pa bo prišel v naše mesto 21. decembra, torej takrat, ko je božični sejem. V četrtek pričakali ga bomo pred gradom, na ploščadi pred gradom, tudi nekako že tradicionalno ob 17. pridejo otroci z lučkami iz vseh vrtcev na to točko, pripravimo predstavo in pa seveda vrhunec večera prihod dedka Mraza. Praznični december pa bomo v Murski Soboti sklenili s silvestrovanjem na prostem, na Trgu zmage oziroma pred banko in pošto, torej v nedeljo 31. decembra. Najprej spet za najmlajše silvestrovanje za otroke ob 5. To je ponavadi zelo zabavno in se kar udeležujejo tega silvestrovanja družine. No, potem od 10. naprej pa bomo silvestrovali skupino Plamen in pa DJ-jem Harijem.
Tako da v novo leto pa bomo tokrat stopili z ognjemetom. Organizatorji pa so predstavili tudi letošnje stroške. Sam najem drsališča, kot je župan povedal, drsališče bo večje, atraktivnejše, torej stroški so tudi nekoliko večji. Najem drsališča bo znašal 166.286 evrov. Izvedba programa Praznični december v Soboti bo znašala dobrih 21.000 evrov, silvestrovanje na prostem pa 22.500 evrov, v katerega je vključen tudi ognjemet. Tu bi radi poudarili, da je ognjemet okolju prijazen. V bistvu gre za to, da nobene plastike ni zraven, da ovoji so papirnati, čepki so, mislim, da je lončeni, skratka, nobene plastike ni zraven, ne. Zdaj, to, kar se razstreli, se pač razstreli, ne. Moram pa povedati, lani smo imeli laser show, saj najbrž bi župan delil to mnenje z mano, ljudje so bili zelo nezadovoljni, predvsem je pa bilo grozno to, kar je bilo ta ognjemet iz raznih točk, eno nekontrolirano streljanje na vse strani. Mislim, da je bolje, da 5 minut naredimo to vzdušje in se naj to, jaz bi rekla, naj v teh 5 minutah konča. To se je kadil cel center mesta od teh raznih, ne vem, doma narejenih, ne vem, v kakšnih trgovinah kupljenih petard. Tako, jaz mislim, da je bolje, pa upam, da župan to mnenje z mano deli, da naredimo tako. Kot je pa tudi župan že povedal, bodo nam in so nam pri pripravi programa oziroma pri stroških nekoliko priskočili na pomoč tudi sponzorji, namreč bo možnost oglaševanja ob drsališču in do zdaj so nam sodelovanje potrdila naslednja podjetja: Pomgrad, Zavarovalnica Triglav, Dravske elektrarne Maribor, Megras Murska Sobota, Inženiring Rajnar, Saubermacher Komunala, Saubermacher Slovenija, Tratnjek Klima Center, Kamnoseštvo Petek, Mavi d.o.o. Jaz bi še dodal, da dejansko to so sponzorji, ki so pristopili do današnjega dneva. Jaz pa močno upam in tudi verjamem, da do začetka, se pravi do 5. decembra, jih bo še kar nekaj. Namreč odziv je dober, vsi se zavedajo, da nekako takšno drsališče, kot ga pripravljamo v letošnjem letu, ki ga še v tem okolju ni bilo, in verjamem, da bo zanimivo tudi za obiskovalce ne samo iz naše občine, ampak tudi iz celotne regije. Se bo res nekaj posebnega, danes je to težko predstavljati, ko bo pa to postavljeno, se boste lahko sami prepričali, da bo res drugačno. In vsaka taka drzna stvar seveda je tudi nekako dražje. Je pa pomembno tukaj poudariti, da samo drsališče, kljub temu, da je v tej fazi seveda večji znesek, na koncu ne bo stalo več kot prejšnja leta, saj ravno, in ob tem bi se rad osebno zahvalil vsem sponzorjem, ki so že pristopili in nam pomagajo, in tudi tistim, ki še bodo. In nekako za to finančno konstrukcijo bomo potem lahko zagotovili ta sredstva, ki so, kot je bilo povedano, ki bodo na koncu tako kot vsa prejšnja leta. Še ena zadeva, tudi slogan smo pripravili za to zimo: aktivno, zdravo in zabavno skozi zimo. In to, kar sva z direktorico Zavoda za kulturo, turizem in šport danes povedala, nekako ravno zasleduje ta slogan, tako da pozivam že sedaj vse občane, občanke, seveda tudi tiste, ki bodo obiskali naše mesto, našo občino, da izkoristijo to priložnost in tudi zimski čas preživijo tudi na drsališču, tudi na dogodkih, na tem bogatem programu, ki ga pripravljamo. Namreč vse to delamo dejansko za občane in občanke, tako da te vsebine so namenjene njim, zato tudi še enkrat zahvala sponzorjem in pa vsem vljudno vabljeni, da obiščete dogodke in samo drsališče. In doživite praznično vzdušje v Murski Soboti.